V prvi debati drugega dne je bila pozornost izostrena na Ojstrico, eno zadnjih pesniških knjig Mateja Kranjca, ki je že v svojem življenju napisal že okrog 50 knjig, mislim, da poezije pa tudi ostalega. Je zelo plodovit pesnik, kantavtor, prevajalec. Izdal je izredno veliko število lastnih knjig in tudi prevodnih, ki nikakor te slednje ne bi drugače, če njega ne bi bilo mogle ugledati luč sveta v nobeni od naših slovenskih založb. Gre za entuziasta, gre za fanatika v poezijo, fanatika v književnost in prvič sem skozi to debato lahko nekako tudi dobil uvid in ne samo jaz, vsi ostali udeleženci debate v samega Mateja Kranjca oziroma v Mateja brez Kranjca, v nekega človeka dejansko intimno, namreč Ojstrica je napisana oziroma se je pisala od leta 1983 nekako na nek način, kot je sam avtor obrazložil in tematizira izgubo, osebno intimno izgubo očeta v njegovem primeru. Tako da me je že to zelo ruknilo, jaz sam tega nisem nekako prebral, razbral v svojem branju oziroma v svojih dveh branjih te zbirke, pa vendar potem je sledil tudi po vseh kritikih tudi sam Matej, ki je nekako obrazložil in je nekako bliže k nam stopil. Drugače je nekako samo Tarbičevk rekel, ne giblje se zelo veliko na tej pesniški sceni z družabnega stališča recimo in podobno, tako da je ta debata bil en redkih trenutkov, ko se je prestopil prag nekega avtorja in se je vstopilo v intimni prostor človeka. In to me je zelo pozitivno pogrelo. Druga debata drugega dne festivala Pranger je bila posvečena zbirki Amonit Zalke Drglin. Gre dejansko za pesniški prvenec, ki pa roko na srce ne zgleda ravno pesniški prvenec, kajti gre za zelo izbrušeno, gre za zelo samostojno pisavo, za pisavo, ki ve, kaj hoče povedati, ki ve, kaj konec koncev želi in kaj mora povedati in kako mora povedati. In seveda ni naključje, da so takšni prvi občutki ob branju Amonita, ne glede na to, kakšna se bralcu ta knjiga zdi, ali mu je blizu ali mu ni blizu in podobno, vendar nekaj je ključnega. Gre za zbirko, ki daje občutek, da je pisana skozi leta, morebiti celo desetletja, in tako je tudi na razpravi obrazložila sama avtorica, ki je potem tudi naprej razlagala samo nastajanje pesmi, same načine pisanja, kako, kje in kaj. In najbolj blizu, najbolj se me je dotaknila s tem, ko je rekla, da ona ne piše pesmi, ampak da prevaja pesmi. Se pravi, prevaja pesmi iz vseh nekih občutij, energij in podobno. Tako da bila je ta razprava spet zelo mirna, kar je kar nenavadno za kakšne razprave na Prangerju. Minila je popolnoma pač normalno, lepo, z užitkom sem jo poslušal, žal nisem mogel biti prisoten, to bom verjetno še parkrat povedal, ampak se mi je skozi samo debato o tej zbirki se mi je Amonit malo bolj odprl k srcu in ga bom mogel še enkrat prebrati. Zadnja razprava drugega dne festivala Pranger je bila posvečena pesniški zbirki oziroma pesniškemu prvencu Nine Kremžar z naslovom Izhod na odprto morje. Gre za zbirko v 4 sklopih in kot smo slišali zelo zanimivo debato, gre dejansko za zbirko pesmi, za zbir, za nabor pesmi v različnih
v 4 različnih sklopih po avtoričinem notranjem premisleku, po notranji razporeditvi. To se mi je zdelo zelo zanimivo, ker se je potem po sami predstavitvi Veronike Šoster, ki je izbrala to zbirko in parih replikah, razgrela nekako, oziroma pač razvila debata tudi o slovenskem prostoru in o nekem, pri čemer se tudi jaz sam mogoče strinjam, nervoznem iskanju nekih dramaturških lokov in nekih konceptov in ne vem kaj še vse v pesniških zbirkah, ker v zadnjih letih smo lahko naleteli na kar lepo število pesniških zbirk, konceptov, ki pa so bolj ali manj uspeli oziroma uspele, tako da oziroma tukaj, da se malo lepše izrazim, pri Nini Kremžar gre za nabor, za zbir, za tisto, kot je rekel Peter Semolič, za pač zbirko različnih pesmi, pesniško zbirko, ne pesniško knjigo, tako nekako kot imajo popolnoma normalno navado, kot smo slišali tudi v Grčiji, ko se pač človeku nabere toliko pa toliko pesmi, jih izda v knjigi. Zelo zanimiva debata, zelo kratka debata, kot sem videl na posnetku, ampak mene ni pustila ravnodušnega in komaj čakam, da jutri dobim posnetek še ostalih oziroma zadnjih 3 debat letošnjega prav posebnega, hočeš nočeš okrnjenega Prangerja, ki pa je kljub vsemu še vedno zelo zanimiv.